Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes na ključno sporočilo z knjige, ko imajo čakre žur. Da vidimo grlena čakra, izražanje, zanimivo. Jaz sem se odela v modro, ki je povezana z izražanjem. In v glavnem grlena čakra, ki se nahaja tukaj na tem predelu ščitnice, vpliva dejansko na izražanje, na govorjenje, na to, kako podajamo svojo resnico. In seveda na grleno čakro se zapisujejo travme vseh preteklih življenj, ki so povezane z davljenjem, samomori, strahom povedati, kdo smo, strahom postaviti se zase. Povezana je recimo grlena čakra s tem, da imamo mogoče preveč naloženo na svoja ramena in da hočemo vse rešiti, vsakemu pomagati in da hočemo biti kot neka mati Tereza, ki rešuje svet. No, glejte, tukaj imam Ušotove karte, pa da vidimo nekaj sporočil, ki so povezane z grleno čakro in kaj je pomembno s tem, pri tem, da se jasno izražate. Za vsako stvar je potrebno potrpljenje. In sicer potrpljenje, da dozori. Tukaj je narisana, naslikana nosečnica, ki čaka, ker mora čakati teh 9 mesecev, da dozori plod, da je otrok pripravljen za rojstvo. No in ravno tako vsaka naša ideja potrebuje svoj čas, tako kot seme, ki ga posadimo, rabi svoj čas, da pač obrodi, da stane plod. Tako da, prva zadeva, vi imate mogoče neko idejo in če imate zdravo ščitnico, pomeni ali ščitnico grleno čakro, da boste jasno sami s sabo skomunicirali, kaj želite. No, zdaj pa naslednja stvar pri komunikaciji, tudi iz svojih izkušenj vam povem, da včasih ni dobro, da vnaprej preveč govorimo, kaj bomo naredili, ker je tako, kot da bi se nekaj zgodilo, da bi nas nekaj blokirali. Enostavno se potem te stvari ne zgodijo, ne speljejo. Zato, če imate idejo, dajte to idejo napisati na list papirja, negujte jo, razmišljajte o njej, ampak ne razlagati drugim ljudem o tem, kaj boste naredili. Dobro, jaz vem, recimo zdaj pišem novo knjigo o odnosih in seveda govorim o tem, zato da boste zvedeli, da imam novo knjigo, da jo pišem. Jaz sem čisto navdušena. A veste, o čem zdaj pišem? Pišem o strupenih moških in o narcisistični osebnostni motnji. In dejansko je to diagnosticirana motnja in ljudje, ki so v odnosu z ljudmi, ki imajo to psihično motnjo, ki se imenuje narcisizem, enostavno na koncu se vprašajo, kdo je tukaj nor. In ja, te ljudje, ki imajo narcisistično motnjo, osebnostno motnjo, seveda ne grejo k zdravniku, ker so prepričani, da vsi ostali imajo težave in oni so popolni, oni ne rabijo nobene rešitve. Druga stvar pa, vas delajo nore dobesedno. Zato, če vi želite osebnostno zrast, če vi želite priti do svoje resnice, a veste, kaj sem zadnjič eni gospe svetovala? Pač imajo nekega družinskega prijatelja, ki neprestano jo ponižuje, neprestano ji govori, kaj ni z njo v redu, kako se je zredila, in logično, ker ima ona slabo samopodobo, je to pritisnilo na njene rane in se je začela pač umikati. In bolj kot se je umikala, bolj je bežala v hrano in se je redila. V glavnem, pri teh ljudeh, ki imajo narcisistično osebnostno motnjo, dejansko orožje je treba iti, pač razumejo jezik, ki ga govorijo sami. In čeprav to mogoče ni v vas, da bi nekoga ranili, dejansko pri teh ljudeh, tako povem kot mislim, jih je dobesedno treba prijeti za jajca. Ker drugače ne nehajo. Glejte, če določen človek neprestano opozarja na vaše napake,
Enostavno poiščite njegove napake in jih izpostavite. Ampak za začetek samo napišite sporočilo. To je spet izražanje. Če se to ne bo nehalo, bom vsem povedala ali pa bom v naslednjič izpostavila to in to tvojo napako. Verjemite mi, bo utihnil. To je tisto, kar v bistvu govoriti, ker jaz vam govorim iz svojih izkušenj. Jaz sem človek, ki se rajš umakne. Tudi tako, po horoskopu sem rakica in na raki vemo, da 2 koraka nazaj, enega naprej, če se počutiš varnega, raj 2 koraka nazaj, pa se umakneš, pa počakaš, ne rineš glih naprej. No in v glavnem, kot rakica se rajš umikam. Takrat, ko pridem do težav, rajš naredim 2 koraka nazaj. In seveda, veste, to je idealen človek, blond si, 2-krat blond ali pa 3-krat. In potem delaš korake nazaj, namesto da bi jih delal naprej. Ja, zdaj mogoče rečete, pa saj Minka, ti delaš korake naprej. Ja, jih delam, ker imam še kaj v podznaku, kaj majčkam bolj korajženega kot je rak. Ampak po drugi strani, ta rakica, občutljiva, nežna, sočutna, to je tisto, kar je v meni noter. In predvsem v meni ni agresije, da bi druge ranila. In raje sebe ranim, kot pa druge. In to je nekako tak program, da dobesedno se duša si izbere čas, kdaj se bo rodila, da bo lažje ozavestila programe, po katerih deluje. No, jaz verjamem v vibracijo števil, verjamem v numerologijo, verjamem v vibracijo, v frekvence, res verjamem v to. In vsaka stvar je prav. Zdaj, glede na to, da recimo, če gledam moje rojstno ime, je Minka. Krstno ime je Marija. Recimo Minka, 4, spet raj se umikam. Ker 4 gre v samoto in tam najde rešitve. Medtem ko recimo 5, Minka Marija, je pa povezana s tem, da se zna bolj postaviti za sebe, da zna postaviti neke meje, da 5 je na pol med 0 in med 10, se pravi drugače se postaviti za sebe. No, zdaj pa poglejmo. Kdor ima težave z grleno čakro in z izražanjem, ima velike težave tudi na fizični ravni, in sicer ima težave z glasom, ima težave recimo lahko ženska z neplodnostjo, moški z motnjami erekcije, potem izguba glasu, pogosto vnetja grla, težave z dihanjem, potem šumenje v ušesih, nekontrolirano pridobivanje ali izgubljanje telesne teže, pogosta vnetja v ustih, nezmožnost doživljanja spolnega vrhunca, zastajanje limfe v telesu, se pravi utekanje in tako naprej. Se pravi, vse to je povezano s tem, koliko se jaz upam postaviti za sebe, oziroma koliko upam ljudem postaviti meje. Preko svetovanj sem prišla do zaključka, da ima ogromno ljudi program raje ranim sebe, kot pa druge. Juhaj, če mene boli, ni problem. Samo da druge ne boli, samo da so drugi zadovoljni. In sploh ženske smo programirane na to, ali pa nekako v nas je, da smo tiste, ki skrbimo, ki povezujemo, ki želimo povezati. In zaradi tega velikokrat ranimo sebe. Tako da v glavnem, podzavestni programi, po katerih delujejo ljudje, ki imajo težave s ščitnico, in zanimivo, za ščitnico skoraj ne obolevajo moški, pretežno za ščitnico obolevajo ženske, ker imamo težave z izražanjem. Zdaj pa poglejte, bojim se postaviti zase. To so pa podzavestni programi, po katerih delujemo. Bojim se zavrnitve. Občutek imam za sebe, da sem izguba.
Strah me je, da bi se osmešila. Bojim se kritike. Bojim se, da me bodo ljudje obsojali. In naprej afirmacije. Zdaj pomembno je pri afirmacijah, da ponavljate trditve, v katere lahko verjamete. Če recimo rečeš, dovoljujem si, da pred ljudmi jasno in samozavestno povem svoje mnenje. Se pravi, sebi dajem zeleno luč. Dovoljujem si, da se jasno izražam. Dovoljujem sebi, da sem jaz. Dovoljujem si priznati svojo resnico. Sebi dovoljujem, da sem svobodna. Zavedam se tega, kdo sem. Jaz sem bitje svetlobe. Jaz sem radostna plezalka skozi življenje. Jaz sem resnica in življenje. Jaz sem boginja na zemlji. No, vi drage, boginje na zemlji. Čas je. Čas se spreminja. Čas, ki prihaja ta ženska, božanska energija. Čas je, da postanete to, kar ste globoko v sebi. Pač veličastna bitja in včasih je tudi čas, da poveste, kdo ste. Ker ljudje so pozabili oziroma niti ne vejo, ker so bili navajeni, da ste tiste, ki ustrežete, poskrbite, odnesete, prinesete in da ste vedno tiho kot miška, ker stvari morajo biti pošlihtane. No, glejte, boginja si upa tudi biti v svoji moči. In to pomeni, da ta moč jo črpa iz svoje hare, to je ta, kdo jaz sem. Ne iz agresije, ne iz škodovanja druga, ampak enostavno zaradi tega, ker pride do točke, ko reče, dovolj. Zdaj se pa jaz tega ne grem več. No in to je tista moč grlene čakre, da se upaš postaviti in potem tudi povedati. Tisto, kar je potrebno povedati. Gremo še na kakšno sporočilo, prehod v novo dobo. Ker ja, jaz res verjamem, da gremo v novo dobo, da se čas spreminja in da je čas za osvoboditev starih vzorcev. Zavedajte se, da vse, kar se zgodi z nekim razlogom. Prišla je karta 30, ki imam jaz te moje karte, prehod v novo dobo, knjigico, Bog si ga vidi nekje, v glavnem. Ozavesti, sprejmi, povej, izrazi in pojdi naprej. To je sporočilo zate, draga boginja, pač čas je za novo dobo. Uživajte, vse dobro vam želim in uživajte v teh poletnih dneh.